Pozdravljeni v informativni vdaji Splet dogodkov tedna. Že smo v predzadnjem tednu v februarju in jutri se začne kurentovanje, ki bo trajalo vse do 4. marca, ko bo pustni torek. Zdaj pa pokukajmo k novicam doma in v tujini. Obvezni zdravstveni prispevek, ki trenutno znaša 35 evrov, bo po novem predvidoma znašal 37,17 evra. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da se obvezni zdravstveni prispevek uskladi enkrat letno. Kot je navedeno v zakonu, se prispevek vsako leto 1. marca uskladi z rastjo povprečno bruto plače v Sloveniji v preteklem letu glede na podatke statističnega urada. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je sklenil, da bodo februarske pokojnine višje za 4,5 %, izplačan pa bo tudi poračun od 1. januarja. Na letni ravni ta uskladitev predstavlja 342 milijonov evrov. V sredo se je na Trgu Republike v Ljubljani v organizaciji stranke Glas upokojencev in društva 1. oktober pod vodstvom Pavla Ruparja zbralo več tisoč protestnikov. Na shodu so zbirali podpise za peticijo za predčasne volitve. Zbrane je nagovoril tudi prvak SDS Janez Janša. Po njegovih besedah bo referendum o dodatku k pokojninam za izjemne umetniške dosežke test pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami. Petkovi kolesarji so se po 3 letih vrnili na ljubljanske ulice. Prejšnji teden v petek so pred vladnim poslopjem opozorili na prepočasno izpolnjevanje obljub vladne koalicije pod vodstvom premierja Roberta Goloba. Predstavnikom koalicije so predali seznam prednostnih nalog, med katerimi sta stanovanjska kriza in zaščita javnega zdravstva. Pop TV je v nedeljo objavila skrivne posnetke telefonskih pogovorov, ki razkrivajo domnevne nepravilnosti pri dodeljevanju poslov Avtovlek na Darsu. Pričevalec, ki je bil več let povezan z odvetnico Nino Zidar Klemenčič, na posnetkih trdi, da je pri Darsu za podkupnino posredovala v korist avtovlekarskega podjetja Enesa Draganovića. Zidar Klemenčič je vse očitke zavrnila in napovedala sprožitev civilnih in kazenskih postopkov. Primer preiskujejo tudi kriminalisti. V Sloveniji letos beležijo 92 primerov garij in 2 izbruha, lani pa jih je bilo več kot 1400. Po svetu se vsako leto okuži okoli 300 milijonov ljudi. Garje so nalezljiva kožna bolezen, ki jo povzroča pršica. Glavni znak je močan srbež, še posebej ponoči. Kožne spremembe se pojavijo na mehkih delih kože, kot so med prsti, na zapesjih, komolcih in okoli popka. Bolezen se prenaša predvsem s tesnim telesnim stikom, na primer pri spanju v isti postelji ali dolgotrajnem držanju za roke. Običajno se ne prenese s kratkim dotikom, kot sta rokovanje ali objem. Skupina posameznikov, zbrana v ekipo Odklopi.net, in nekateri strokovnjaki se zavzemajo za zakonsko omejitev uporabe pametnih telefonov in drugih digitalnih naprav v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Do 30. marca zato zbirajo podpise za peticijo. Na ministrstvu so napovedali, da bodo marca začeli razpravo o predlogih rešitev. Ekipa s kardiološkega oddelka UKC Ljubljana in pediatrične klinike je postavila nov mejnik medicinske stroke v Ljubljani. Uspešno so izvedli presaditev srca pri le pol leta staremu otroku.
Transplantacija je bila nujna, saj je dojenčku zaradi genske bolezni srčne mišice dokončno odpovedalo srce. Otrok je po pojasnilih UKC presaditev srca dobro prestal in tudi dobro okreva. V domu starejših na Taboru v Ljubljani so zaradi pomanjkanja kadra in nizkih plač rešitev poiskali sami. Zaposliti nameravajo 6 delavk iz Nepala. V slovenskih domovih za starejše primanjkuje bolničarjev, negovalcev in medicinskih sester, saj je plača le malo višja od minimalne. Zaradi tega je več kot 900 postelj praznih, na sprejem pa čaka več tisoč ljudi. Delavke iz Nepala bodo opravljale delo oskrbovalk, strežnic in čistilk. Če jim uredijo stanovanje, bodo začele delati do konca marca. Pri sporazumevanju bo pomagala umetna inteligenca. V ponedeljek so se v Parizu srečali voditelji več ključnih evropskih držav, EU in NATO. Govorili so o evropski varnosti in vojni v Ukrajini. Soglašali so, da morajo evropske države več vlagati v obrambo. Nekateri voditelji, tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, so bili nezadovoljni, da na pogovore v Pariz niso bile vabljene vse države članice EU. V torek so se v Rijadu sestali predstavniki ZDA in Rusije. Dogovorili so se, da bodo začeli pogajanja o končanju vojne v Ukrajini. ZDA so poudarile, da želijo pravično in trajno rešitev, Rusija pa vztraja, da Ukrajina ne sme v NATO. Papeža Frančiška so zaradi težav z dihanjem in bronhitisa minuli petek sprejeli v bolnišnico, v torek pa so sporočili, da so preiskave pokazale pljučnico v obeh pljučnih krilih. Predtem so v sredo zvečer sporočili, da je papeževo zdravstveno stanje stabilno, njegova krvna slika pa kaže na rahlo izboljšanje. Včeraj so iz Vatikana sporočili, da se je njegovo stanje rahlo izboljšalo, ker nima vročine in je krvni tlak stabilen. Vatikan je odpovedal vse papeževe dogodke, predvidene za prihodnje dni. V Središču Beljaka je 23-letni moški v soboto popoldne z nožem napadel več mimoidočih. Med žrtvami je bil tudi 14-letnik, ki je poškodbam podlegel. Po zadnjih podatkih policije je ranjenih še 5 ljudi, 3 so na intenzivni negi, vendar niso v smrtni nevarnosti. Stari so od 15 do 36 let. 4 med njimi so avstrijski, eden pa turški državljan. Policija je domnevnega storilca, gre za Sirca z dovoljenjem za bivanje, po napadu prijela. Med preiskavo v njegovem stanovanju so na steni našli obešeno zastavo Islamske države. Drugega orožja ali drugih nevarnih predmetov niso našli. V ponedeljek se je manjše potniško letalo ameriške družbe Delta ob pristanku na letališču v Torontu prevrnilo. Obležalo je na strehi, možno zaradi vetra. Letalo je utrpelo poškodbe. Izbruhnil je manjši požar, ki so ga hitro pogasili. Nesrečo je preživelo vseh 76 potnikov in 4 člani posadke. Vzrok za nesrečo še ni znan. Podjetje XAI je v ponedeljek predstavilo zadnjo različico svojega klepetalnega robota Groka. Ustanovitelj in podjetnik Elon Musk upa, da bo Grok 3 našel svoje mesto v zelo konkurenčnem sektorju in se bo lahko ob rob postavil robotoma ChatGPT, podjetja OpenAI in DeepSeek, istoimenskega kitajskega zagonskega podjetja. Grok 3 bo najprej na voljo naročnikom storitve Premium Plus na družbenem omrežju X, nato pa tudi drugim uporabnikom.
Koprski kajter Toni Vodišek je na olimpijskih igrah lansko leto v Franciji v morju pred Marsejem osvojil srebrno medaljo in je zato na prireditvi v Kopru po pričakovanju postal najboljši slovenski jadralec lanskega leta. Veliko jadro za življenjsko delo v jadranju je prejel Stanislav Žbogar. 24-letni Vodišek je imel novembra zahtevno operacijo kolena, ki je bila uspešna in lepo okreva, glavni cilj pa ostajajo naslednje olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu. Operacija je vključevala poškodbe sprednjih križnih in stranskih vezi ter meniskusa. Smučarska skakalka Nika Prevc je osvojila prvo, v nedeljo pa še drugo domačo tekmo svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji. Smučarski skakalec Domen Prevc si je medtem na tekmi svetovnega pokala v Saporu prislužil 3. mesto. Jutri bo sprva precej jasno. Zjutraj se bo pooblačilo na Primorskem, nato pa postopno še drugod v južni polovici Slovenije. V srednjih krajih bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutrajne temperature bodo od -8 do -3, na Primorskem od -2 do 1, najvišje dnevne od 7 do 12 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, v noči na ponedeljek bodo možne manjše padavine. Postopno bo še topleje. Kretnja tedna je pričevalec. Kreta se takole. Pričevalec je oseba, ki je bil navzoč ob kakem dogodku in je tudi priča. To je bilo vse za ta teden. Želimo vam veliko užitkov, zlasti tistim, ki imate naslednji teden počitnice. Upamo, da vam bo vreme služilo. Se vidimo ponovno naslednji petek. Nasvidenje.